Put your head up, play! Jojo, Blaž, živo pozdravljen, kako si, nismo se zdaj zaradi dopustov nekaj časa slišala. Nova sezona podcastov, si v redi, imaš napolnjene baterije? Po tem poletju polnem športa sva potrebovala nekaj pauze in ja, baterije so sedaj napolnjene, tako da se lahko lotiva nove sezone. Ti si tudi pripravljen? Sem, me že kar malo srbi, zdaj le nekaj tednov niso nobenega podcasta posnela. Športni dogodki pa ne počivajo, konec koncev danes, glede na to, da bova govorila z Rokom Viškovićem o nogometu, slovensko prvenstvo se je začelo tam že 2 dni po Euru, vmes olimpijske igre, ja, res je bilo pestro športno poletje. Ogromno užitkov, tudi nekaj živčkov je šlo ob spremljanju tekem, ampak to je ta lepota športa, drama, tragedija, komedija, veselje, žalost, vse skupaj v enem in novi sezoni ne dvomim, da nas čaka ponovno ogromno dogodkov, ob katerih se bomo živcerali, sekerali, pizdili ali pa se veselili in navduševali in jaz sem pripravljen, Blaž. Ja, res najbolje, da skočiva kar na tale podcast. Z Rokom Viškovićem, novinarjem Sport kluba, smo obdelali nogometno reprezentanco in pa se potem dotaknili tudi nekaj slovenskega klubskega nogometa. No, ampak še preden pa res začneva s podcastom, še tista formalnost, ki jo vedno poveva na začetku, in sicer, če lahko všečkate tale posnetek na YouTubeu oziroma na Soundcloudu, iTunesih, kjerkoli pa že poslušate, Google podcastih in pa na YouTubeu, če še niste, da se naročite na YouTube kanal in pa kliknete tisti zvonček, da boste obveščeni o novih podcastih, še posebej zdaj z novo sezono. To je to, Blaž, mogoče bi jaz omenil samo še, kje lahko poslušalci najdejo Roka. Njegov handle na Twitterju je @rok_viskovic. Tam lahko najdete tudi povezave do vseh strani, ki jih je Blaž omenil. To je to, bi še kaj dodal? Ne, jaz mislim, da skočimo lahko veselo na delo, kot ti rad rečeš. Se strinjam, gremo veselo na delo. Rok, lepo te je spet slišati, pozdravljen, živa. Živijo, hvala za vabilo, tudi vajo je lepo slišati, da upam, da smo lepo pomenili. Ja, tem imamo kar nekaj, sploh teh aktualnih je se kar nabral, tako da ja, pozdravljen še v mojem imenu. No. Ja, imamo ogromno tem za obdelati, zato ker gremo veselo na delo in začnimo. Pa smo rekli, da bi začeli z reprezentanco, pravkar končanim kvalifikacijskim krogom, neugodnim porazom, verjetno pričakovanim seveda proti Hrvatom, ampak vseeno je mnoge navijače razočaralo, kako je slovenska reprezentanca zgledala na tej tekmi, njena nemoč, in to je po koncu tekme tudi selektor potem poudaril, povedal, da imajo v ekipi veliko težav in da je katastrofa, kako so zgledali. Jaz mislim, da mogoče še trenerke besede so to mislili, da je res katastrofalni, da res to je bilo od prve do zadnje minute, nas ni bilo nikjer, to je najslabša tekma pod Kekovim vodstvom v obeh njegovih mandatih, definitivno. No. Predvsem pa glede na pričakovanja in glede na tekmeca, glede na to zgodovino derbijev s Hrvati, glede na to stalno podarjanje, koliko smo mi neugoden tekmec, mi smo padali bez izpaljenog metka, kot pravi, tako da žalostno je bilo gledati Slovenijo. No. Težko zagledati, res težka tekma zagledati in težka tekma za slovenske navijače, predvsem zagledati za hrvaške, oni so bili pa verjetno navdušeni nad mojstrovinami svojih ljubljencev. Ja, oni so, Hrvati so leteli, sploh jaz sem bil v Splitu na Poljudu iz tistega vrha stadiona, ki imaš pregled, to so leteli, definitivno so leteli, pa podaja, pa dvojne podaje, pa otekanje, niso bili totalno zgobljeni, ko neki kegli smo tam spali, oni so pa delali, ker so hoteli, no? Če ne je bilo Jana Oblaka in spet ene njegove fenomenalne predstave, take, kot je pričakujemo vedno, pa jo bodimo iskreni zelo malo, kad dobimo od njega v reprezentanci, bi bilo to 5-6-7-0, lahko komod tudi, no, ali pa 7-1, recimo se ponovila ta Brazilija-Nemčija iz leta 2014.
Ta tekma se je nekako napovedovala že čez celotni kvalifikacijski ciklus. Če smo čisto iskreni, Slovenija v bistvu odigrala en dober polčas in to je bil tisti prvi polčas proti Slovaški, potem pod tam naprej. Mislim, je bilo vse skupaj bolj bogano. Jaz se pa tudi to, ta Slovaška, zdaj ne vem, ali se to spet Kek s svojim besedičenjem začaral, ampak Slovaška razen tistih 7 minut fenomenalnih v zaključku prvega polčasa, ko smo mi res bili videti dober, mi nič nismo naredili napada. No? Mislim, mogoče nismo imeli tistih izrazitih priložnosti, ampak bilo je neka kombinatorika, potisnili smo Slovake na njihovo polovico, podaje, igra je lepo tekla, ne. Potem je to vrhunec dosegel, tako kot si rekel, tistih zadnjih nekaj minut v prvem polčasu, potem od tam naprej pa vse skupaj izgledalo zelo, zelo bogo. Ne. In ti si rekel, da smo mi pregovorno neugodna reprezentanca. Ja, mislim, za malo Težane smo bili kar neugodna reprezentanca v tem ciklusu. Ampak vse na derbih za Hrvate, mislim, da je Rok o tem govoril. O teh to sem mislil, to. Vem, jaz sem zdaj pa se probal malo pošaliti na ta račun, ne, da pač ja, mislim, za malo Težane smo bili neugodna reprezentanca, ampak za druge pa ja, niti ne. No. Začetek kvalifikacij, zmago proti Hrvaški je bil obetaven. Igra sicer ni bila roko na srce, morda si te zmage tudi nismo najbolj zaslužili, bi morda remi ali pa tudi zmaga Hrvatov možna na tisti tekmi, ampak vendarle prva zmaga, zgodovinska zmaga proti Hrvatom na začetku kvalifikacije je tudi malce dvignila apetite navijačev in ulila več zaupanja v Keka, kar je manjkalo seveda v preteklosti nekega zaupanja v selektorja, ampak potem je hitro sledila streznitev že na Cipru, potem pa nadaljevanje, tako kot sta povedala, razen redkih prebliskov, res igra, če pogledamo zdaj vse nastope do sedaj, slovenska reprezentanca, moramo reči, ni prepričala. Pa ne samo na Cipru, tudi streznitev je bila tudi v Rusiji. Ne? Mislim, proti Rusiji tudi niso izgledali bog ve kaj. Pa bom jaz s tebe, Rok, vprašal, kje vidiš ti v tem trenutku največje težave slovenske reprezentance? Mislim, ali je to sama igra, je to kaj drugega, mislim, so igralci, ali je ta problem večplastni, kot včasih radi rečemo? Ja, najlažje reči večplasten. No, mogoče tudi jaz to zdaj rekel. Je, definitivno je večplasten. Je pa tudi predvsem moj glaven očitek na račun selektora, je to tavanje, tudi na račun teh ljudi, ki vodijo. Se mi zdi, da je to bolj predvsem neko želja, da bi ustregali mnenju javnosti, kot pa neke, ne vem, zelo premišljene in načrtovane poteze z vizijo. No. Tudi recimo ta tekma s Hrvaško, ki ste omenila, mi smo to pevali, kako smo svetovne podprvake, ampak ob taki igri, ki smo takrat pokazali, ki je bila še zmeraj vesolje, zato ker zdaj gledamo, bi mi na 10 tekmah z isto igro verjetno točno samo enkrat premagali Hrvate. Nismo bili niti dominantni, res je, tudi oni niso imeli nekih velikih šans. Gol smo dali po nekem bitku bolj slučajno, ker ne. Hkrati je bila to Hrvaška, ki je nekako bila na vrhuncu te menjave generacij svetovnega prvenstva 2008, skratka hoče reči, da to ni bila Hrvaška svetovni podprvak, ampak precej slabša reprezentanca z velikimi težavami. In to nam je kar zameglilo, ja, tudi zelo glasni smo bili po tej tekmi, pa smo že potem 3 dni oziroma 4 dni kasneje že zelo hitro dobili prvič po nosu, pa potem sploh močno pa še 3 dni kasneje na Cipru. Selektor je po tekmi tudi povedal, da je čas, da se usedejo in pogovorijo, kako naprej. Rok, ti glavno breme krivde za te nastope polagaš na selektorja ali na igralce, ali je nekje 50-50? Mislim, na koncu igralci tisti, ki morajo dajati gole, braniti, ampak ne, sigurno na selektorja. In tudi, kolikor ga jaz poznam, pa sem ga spremljal od blizu že v tistem njegovem prvem ciklu, pa ga zdaj, pač sem ga kar, se mi zdi, v narekovajih dojel, ne, to daleč od tega, da on razmišljal o odstopu. No. Lahko da me preseneti, pa da se bo kaj zgodilo, ampak ne. In podpora strani NZS, pa kolikor imam informacije, pa kolikor tudi poznam zdaj zadevo, pa gleda to predvsem, da ima podpora javnosti, da ne daleč od tega, da on kjerkoli visi. No. Vsak trener, ki pride v Olimpijo po enem tednu, bolj visi, kot on trenutno visi. Na klopi reprezentance Slovenije. Vprašanje vam glede izbire igralcev za reprezentanco. A se ti zdi, da imamo v tej reprezentanci
liderje tipa, kot smo jih imeli včasih, recimo takrat, ko smo imeli Zahoviča, Pavlina, recimo Čimoviča, pa potem Kekova, tista generacija z Korenom, Novakovičem in podobno. Mislim, a imamo take liderje v tej reprezentanci sploh, ker jaz, če sem čisto iskren, če bi mogel res zdaj s prstom pokazati, kdo je res lider v tej reprezentanci, jaz ne vem, no. Iličić mi ni deluje kot nekdo, ki bi tam, pač govorim tudi tako karakterno liderja, ne vem, ta reprezentanca vsem iz tega vidika karakterov mi deluje mal medla. Ti si imel takrat, kot si omenil, Novakovič, potem Handanovič, pa Cesar. To so bili pač te fantje, mangopi, kot pravimo, ki se v zadnjem tudi marsikaj dogajalo, kar mogoče javnosti ne bi bilo všeč. Ampak ne, na igrišču so pa to bili lideri in recimo Boštjan Cesar, jaz sem 100%, da po 5 minutah polnjske tekme, ko bi on videl, kako to gre, bi najprej en faul tak naredil, pa ni važno, na sproti strani igralec Hajduka Splita ali pa Real Madrida, dobil rumen karton, naslednjo potezo, ki bi dal eno zaušnico svojih igralcev, no, če malo karikiram, ampak ne bi pustil, da se kravati tako razletijo, ali pa San Marino, ali pa Brazilija, kdorkoli. Ni to. Mi imamo nekako umetno postavljenega vodjo Jana Oblaka, tudi to me zelo moti, kako se zdaj poudarja, kako je on kapetansko stopil po tekmi, ampak če mi gledamo, odkar je on kapetan 2 leti, na prste ene roke lahko preštejemo, da je on prišel na novinarsko konferenco in tudi v tem primeru je on prišel na novinarsko konferenco potem, ko je bilo jasno, da bo on izpadel še en korak naprej in s tem v bistvu še igralci korak nazaj, ker je on seveda edini, ki si zasluži res pozitivno oceno za nastop v Splitu. Hkrati pa vemo, da en drugmu hrbet krijeta s selektorjem, že s tem kapetanskim trakom in je to bila edina logična poteza in edina poteza dobra in za selektora in za njega. Ne. Moram pa priznati, da me pa zelo presenetil, ker Jan ima kar težave govoriti z novinarji in pred javnostjo, ne zna, ni neke retorik, ne zna zbrati misli tako kot daleč od tega, ker je on na igrišču, je daleč od tega pred mikrofoni, ampak zdaj pa pametno govoril, pametne odgovore dajo in tudi zelo obširen je bil. No. Tudi tega medijskega nastopanja se je treba naučiti oziroma pride z izkušnjami in se to lahko vidimo tudi pri različnih igralcih. Tako da to mislim, da ne bi smel biti problem. Ne? Vsekakor, ampak nekateri igralci, mislim, čisto karakterno, niso navajeni mikrofonov, oziroma bolj sramežljivi. Vidimo tudi v košarki, recimo Luka Dončić tudi slovi po tem, da ni ravno zgovoren pred novinarskimi mikrofoni, ne glede na to, ali v španščini, angleščini, ali pa slovenščini, ali pa srbščini. V vseh jezikih, katerem koli novinarju odgovarja, je zelo kratek in redko beseden. Ampak z leti morda pride in bi se malce lotil te dinamike, ki si jo zdaj ti tudi omenil med Oblakom in Kekom. Je to mogoče, Rok, tisti ključni problem zdaj v tej reprezentanci? Kaj bi ti izpostavil kot glavni razlog za kaže še en neuspeh v kvalifikacijah? Sicer nismo še dokončno izpadli, ampak bi potrebovali res nek zgodovinski ran zdaj do konca, da bi se nam še uspel kvalificirati. Mogoče sem pri prejšnjem odgovoru malo zašel, hoče se reči, da ni on vodja niti v slačilnici, kolikor slišim ljudi iz slačilnice, ljudi blizu reprezentanci, on je zelo tih. Hkrati pa recimo vemo, da ko je Katanc prišel drugič kot selektor, je prvo, ker je naredil, vzel kapetanski trak Handanoviću, ker eno je vratar, ki stoji tam v teh svojih 6 metrih, druga pa je igralec, ki lahko malo bolj vpliva na svoje igralce med samo tekmo. Tako da recimo zelo malo ekip, reprezentanc ima kapetana, nekih sicer tudi nekih velikih imen, ampak on je kapetan predvsem zaradi imena in tega, ker je, ne pa zaradi tega, da bi ga slačilnica izbrala za kapetana ali pa tudi zaradi tega, kako se obnaša. No. Tako da glavni razlog pa je, selektorja predvsem zameram, mi lahko njegova reprezentanca z leta 2009, zdaj jo naštejem, v 3 ponoči me poklič, pa ti bom naštel, Klemo pa mi taka tavanja, take igralce na različnih pozicijah, v končni fazi tudi menjave formacij in mislim, da totalno preveč enega tavanja in s tem tudi igralcem zbija samozavest. On igra eno tekmo, 2, dober, 3 odigra slabo, ga zamenja in tako naprej. Ne. Mi dejansko razen zadnje linije je to vse čisto premešano in pozicije in ali igra ali ne igra. Pa še v zadnji liniji se zdaj zgodila ena
Ne vem, mene tudi pretekmo, hrvaški novinari hrvaški novinar me je klical, vam Avstrija šel, sem mu takoj rekel, zadnja linija, to je 100%, ne vem, naprej pa ne znam povedati, pa na koncu zadnja linija ni bila, je Blažič, ki sta bratala nek par tandem z Mevljo, na koncu sedel na klopi, ne vem zakaj. Se mi zdi, da malo preveč meša in hoče skuhati nekaj dobrega, ampak na koncu je zelo, zelo slabo izpadalo. In tudi, ne vem, Gorenc Stanković, Gnezda Čerin, ona ima ta skrb, ne vem, koliko da sta pa več kot 10, ne, in da jo na taki tekmi daš, da rečeš nikoli izkušen. Zadnji teden je poudaril na vsaki novinarski konferenci, kako nima časa za resen trening, ne vem, po tej logiki bi jaz nekako neke preverjene zadeve dal not, pa tudi ja, mi ne govorimo o reprezentanci, ki izgublja že 2 leti, ne, mi govorimo o reprezentanci, ki je premagala pred pol leta Hrvate, v reprezentanci, ki je premagala Poljake v fenomenalni tekmi, mogoče smo najboljši v zadnjih letih. Tisto pa je bila res zmaga, ko rečeš, totalno zaslužena in vse je štimal. Tako da ja, totalno preveč tavanja. To najbolj zameram Keku. To tavanje je pa verjetno spet z vidika nekega ogajanja javnosti mogoče, nekih ne samo zavesti, že sam pri njemu, verjetno sam se več tudi ne zaupa in svoji izbiri. In jaz sem tudi slišal, da on še dan pretekmo na treningu ni vedel točno kako pa kaj, da je dejansko to postavil potem zjutraj nekako in da tudi marskoga v reprezentanci presenetil. Tako da predvsem to bi rekel, da je razlog, da smo tako padali na polju in da nas bo še dolgo pekla ta tekma. A pa misliš, da se je ujel nekako v neko, recimo zdaj že pregovorno, lahko temu rečemo Guardiolino zanko, da je Kek tudi tukaj v tem probu biti bolj pameten, kot bi bilo potrebno, izumiti nekaj novega, samo zaradi tega, ker so bili to Hrvati? Konkretno glede tega Biola bi celo lahko rekel, da je to, da je hotel neki toplo vodo izumiti, kot se pravi. Ampak tako, v njegovi preteklosti pa vemo, da je on držal s temi preverjenimi zadevami. Tako da ja, definitivno je presenetil. Lahko bi pa rekel, da se je ujel to zanko. Ja. Še ena stvar, ki je bila recimo zelo očitna na tej tekmi, pa v bistvu že celotno, v bistvu to kvalifikacijsko okno, Josip Iličić, mislim, da se moramo tudi tega nekoliko dotakniti, ni ravno blestev, tako bomo rekli. Imel je sicer nekaj lepih potez, ampak več je imel slabega kot dobrega, ampak vseeno, mislim, tista menjava proti Hrvaški v 55 minuti, se je videlo, da ni bil ravno najbolj zadovoljen. Kako ti komentiraš to? Na tekmi na polju je bil res katastrofalen, to je dejstvo. Ne bi pa rekel tega niti približno za tekmo proti Slovaški, pa verjetno celo najboljši igralec, ne verjetno, bil je najboljši igralec, pa ne samo zaradi asistence, ki je bila 2/3 gola, to lahko samo igralec kot je Josip Iličić, da iz neke totalno nenevarne situacije, kar naenkrat en sam pred golom, seveda tudi Stojanović, ki je sodeloval zelo dobro ujameta na tej desni strani, ampak v Splitu je pa on definitivno bil žrtev taktičnih potez Matjaža Keka, ki je na igrišče poslal 5 centralnih vezistov, ki je pustil na desnem boku Jojota in Stojanovića, ki vemo, da je boljši v napadu kot v defenzivi, proti najboljšemu igralcu Hrvaške v zadnjih od svetovnega prvenstva naprej, večkrat tega strelca, asistenta Ivana Perišića, ki je izgledal kot vesoljska ladja na tej tekmi. Tako da ne, bi rekel žrtev Kekove ideje, totalen prepih na desni strani oziroma na levi Hrvaški, tudi ta Barišić je zelo dobro igral, potem se še Kovačić vključeval, tudi Kramarić, Livaja, Pašalić, res menjali pozicije in res nisi vedel, s kje te bo napadal. Potem pa on ne more braniti, vemo pa, kako njemu ne gre, kot tudi žog ni dobil, on ene žoge ni dobil dobre, tudi dojo ni, to je tudi res, ampak potem je pa to Josip Iličić, vse ga poznamo, se že 10 let isti. On je tipičen igralec, ki mora se počutiti ljubljen, treba ga je v narekovajih božati, dela z njim z rokavicami in ko boš to delal, ti bo on dal gol ali pa podajo in s takim igralcem je tako treba. Se lahko rečemo jim tudi primadone, ampak te primadone, tako kot je bil Zlatko Zahović, potem v 94 minuti naštima žogo za prosti strel in ga da. Te pridni igralci pa ponavadi ne naredijo tega. Tako da ja, mora biti razdeljene vloge v ekipi, ne more se vsak drseča štarte pa gre stravo. Tukaj ne more vsak dati gola iz sredine igrišča, kot Čimović. Ja, umetniki zahtevajo malce bolj umetniški pristop, bi lahko rekel. Jaz bi te sam še vprašal glede Jojota.
Je to njegov zadnji reprezentančni ciklus, dokončno se bo on zagotovo poslovil po tem ciklusu kvalifikacij? Po tem ciklusu 100%, jaz se pa bojim, da se ne bo to mogoče še kaj prej. Mislim, 100% ni nikoli, ne, ampak se pa bojim, da se ne bo še mogoče celo kaj prej zgodil. Zdaj, danes sem vedel, da bom tukaj gostoval, pa da se bomo reprezentanci pogovarjali, seveda tudi o njemu, sem malo probal pri ljudeh blizu njemu povohati, kaj se je zgodilo, ker jaz mislim, da se je marsikaj zgodilo tam v garderobi po tekmi, ampak nažalost... Slišal, da se je kaj zgodilo v garderobi? Nisem slišal, moram razočarati, da so bili telefoni ugasnjeni oziroma nisem dobil nobenih informacij. Je pa dejstvo, da pa on ni šel potem v Slovenijo s reprezentanco, on je ostal na Hrvaškem, tako da to tudi marsikaj sporoči. Lahko da ja, lahko pa tudi da ne. No. Ja, zato sem tudi načel to temo njegove prihodnosti v reprezentanci in ja, ali je ta spor, vsaj navidezni spor med njim in selektorjem morda pomenil tudi njegovo slovo od reprezentance, predčasno slovo od reprezentance, kar bi bilo res škoda, če se na koncu izkaže, da nismo izkoristili takega talenta, kot je Josip Iličić v vseh teh letih nekako ni uspelo sestaviti ekipe, ki bi lahko prišla na veliko tekmovanje zopet. Jaz vseeno mislim, da ne bo zdaj konec že zdaj, ampak kot sem pa rekel, je pa zelo velika verjetnost obstaja, da bo on po tem ciklusu šel. Mi vemo, da je ta cikel več ali manj zapravljen. Z veseljem rečem, da se zaradi enega kruha največ poje, pa da se bo to, da me demantirajo fantje, sem v končni fazi vključil, vse zmagajo, pa jaz mislim, da ne bojo. Niso samo sebi odvisni. Bo pa zelo škoda, oziroma je zelo škoda, ker on je največji talent, vsaj za mene, slovenskega nogometa, odkar smo samostojna država in je res škoda, da tak igralec, da ga nismo videli vsaj na enem velikem tekmovanju in da ni bil del vsaj ene te velike športne slovenske euforičnega stanja, kot ga zdaj doživljamo ob kolesarstvu, kot smo ga ob košarki. Je res škoda, ker si gleda to, koliko je dober nogometaš res zasluženo. Če pa on žrtva, če zdaj gremo na to večplastnost problema, žrtva mnogih zgrešenih odločitev vodstva Nogometne zveze Slovenije, pa ne sam glede izbire selektora, ampak tudi glede nekakšnih ostalih zadev, tako da bi nekako na njih s prstom pokazal, da niste zapravili Josipa Iličića, če malo dramatiziram. Sej to je dejstvo, ne? Že s Katancem, ki vemo, da je bolj navajen, da prilagaja igralce sistemu in ne sistema igralcem, je tukaj v bistvu zgubilo njegov talent. Ne? Zdaj pa tukaj pa jaz mislim, da je z to reprezentanco je pa zdaj tudi rahlo neizkušeno, bom rekel tudi kvaliteta, če sem čisto iskren, ni lih nekaj res huda. Sej to so igralci, ki igrajo v tujini po vsem, ampak če smo čisto iskreni, tako kot smo mi zdaj izgledali na teh 3 tekmah, ko v bistvu nismo sposobni žoge podati v nogo na normalen način, vedno gre žoga pa pol metra levo, pa pol metra desno, ali pa v tisti sekundi, ko se je treba odločiti, pa podati žogo svojemu soigralcu naprej v prostor, pa neki carinimo žogo, pa gledamo, pa čakamo, ne. Je tudi tukaj, mislim, da nekaj tega. No, ampak Blaž, morda je to, če nekako pridemo na krog potegnem, ravno pomankanje te konsistence. Razlog so mogoče te konstantne menjave in igralci niso uigrani tako, kot bi lahko bili, če bi bilo malce več kontinuitete in manj sprememb rošat v postavi. Tebi nobena kontinuiteta ne pomaga, če si pač topa žogo tako, da se ti odbije pol metra naprej. Mislim, to je osnova, ki je enostavno, pač, če je ni, zelo težko gradiš potem hitre protinapade tudi. Ne? In zdaj v tej reprezentanci, bom rekel, je lih to mogoče, kar manjka na sredini igrišča. Eden, recimo Koren, ki je sposoben pač lepo si zadržati žogo, se obrniti in podati naprej. Ne? Ampak dobro, da ne bomo preveč... Sam to sem želel reči, da ravno, takrat, ko več razmišljaš o svoji poziciji, pa moraš več razmišljati o sami igri, hitreje pride do takih tehničnih napak. Ko pa igraš na položaju, ki ti bolj ustreza, ker si bolj vajen in uigran in se
razumeš, da igralci z branilcem, ki je zraven tebe, manj razmišljaš in je manj tehničnih, ampak pač zaštopati žogo, oprosti, pač, če te srednjo oči zbudijo, pa ti poda žogo, pa sploh ne vidiš, odkje je, pač moraš štopati žogo. Pač to, pa podati pol metra žogo do svojega soigralca, pol metra stran, pač v noge, pač to tudi ne sme biti problem, če te srednjo oči zbudijo. Ne pričakujem, da zdaj tam Kurtič nabije žogo čez pol igrišča, tako kot recimo Pogba naredi in tam najde soigralca na milimeter natančno, ampak to so take osnovne stvari, a veš, prodaja tam 1 meter, 2 metra, pa jo fali svojega soigralca. Jaz se tukaj ne bi strinjal s tabo, Blaž, mislim, tudi recimo Benjamin Šeško, zdaj v Splitu, se verjetno vsi strinjamo, da je res velik talent in dober nogometaš. Ja, mislim, to sem lih hotel naslednjo temo načeti, ko smo bili lih pri Iličiču, zvezda se poslavlja, druga zvezda počasi prihaja, lih Benjamin Šeško, ne, ampak ti pustim zdaj da naprej poveš, ko sem tako prekinil. Njemu je dvakrat ušla žoga, mislim, da je pionir, pa ne najbolj talentiran. Ne. Hočem povedati, da se zgodi v določenih okoliščinah in tudi recimo en primer Jugoslavija, Slovenija na Evropskem 2000, razen unih 6 minut, ko smo dobili 3 gole, ali koliko minut je bilo, smo igrali k svetovni prvaki. Potem se ti pa zgodi en klik, dobiš 3 gole, ne znaš topati žogo, ne znaš ustaviti 3-1 igralca, dobiš 3 gole, potem pa po 3 golih smo pa spet igrali dobro. Hočem to povedati, da zelo majhne iskrice lahko spremenijo marsikaj in glede samozavesti in mi nikoli ne bomo vedeli, s to bilo sam predvidevamo, ampak kako je, ko ti igraš, pa je 40,000 gledalcev, pa veš, da je še ne vem, kaj se to nogometašu dogaja v glavi, vsi pa vemo, koliko je v glavi marsičesa, je to glede vsakdanjega življenja, ali pa to glede seveda nogometa. In jaz mislim, da se klej prav predvsem s temi rotacijami in tudi to, ne, vse avtoriteto ti narediš z znanjem, ne samo z besedičenjem, pa z ropotanjem po mizi. In jaz mislim, da tudi pač igralci potem več ne sledijo selektorja. Mislim, da se to dogaja trenutno z zdajšnjo reprezentanco, ker to, če gledamo, mi imamo, ne vem, Jan Oblak, ne bomo brez komentarja. Imamo Miho Blažiča, ki je igral v Ligi prvakov redno, se pravi 1 sezono. Imamo Jako Viola, ki ima 1 sezono za sabo že Lige prvakov. Imamo seveda Josipa Iličiča, ki je dal 5 golov v četrtfinalu Lige prvakov, Zlatko Dedić 2-9, ko nas je zlat gol zabil za pot na svetovno prvenstvo, je dal 7 golov v drugi italijanski ligi v sezono. Miran Pavlin, ko je bil za Zidana, da ga ne bi menil takrat, če ti je kdo ponudil, on je igral v drugi nemški ligi, pa še tam je sedel. Sašo Udovič, tudi nezamenljiv, takrat je nesterici, on je igral v belgijski ligi za povprečen klub, pa ni dal nikoli več kot 10 golov. Itd. Jo, pa zdaj fante, ki igrajo, govorim v Ligi prvakov, se pravi Miha Mevlja, Jaka Viol, Josip Iličić, v končni fazi Luka Zahovič, Miha Blažič, potem imamo tale Verbič, ki je sicer zdaj poškodovan, imamo Kurtiča, ki ima 300 tekem v prvi italijanski ligi, imamo Petra Stojanoviča, ki je igral Ligo prvakov, mislim, imamo potem še kup enih, Sandi Lovrič, Šeško, ki bo zdaj igral v Ligi prvakov. Mislim, mi imamo reprezentanco po imenih, predvsem ostalim in generacija 2009 in generacija 1999-2001, precej boljša reprezentanca. Ampak govorim, takrat 99 jaz ne bi menil, mogoče sam za Zidana bi ga menil Pavlina, Aleša Čeha, kje je on igral takrat? Avstrijska liga, pa prej Olimpija in to je to. Mi nismo imeli, a zgledali smo pa Milinović, Knaus, Knaus, edini je takrat bil, zato so spet igralci, Japonska liga, pa Knaus, Knaus je bil takrat v prvi nemški ligi, pa je bil daleč največji zvezdnik. Mi takrat razen, če Zahoda ne upoštevamo, to je bil praznik, ko je bil nogometaš v Ligi prvakov. Plus te fantje vsi igrajo. Povejte mi enega, ki ne igra v tej reprezentanci v klubu. Vsi redno igrajo. To je dober kontrast, ki si ga zdaj potegnil med tisto reprezentanco, ki se je konec 90-ih, začetku 2000-ih uvrstila na svetovno in evropsko prvenstvo in sedaj to med številom nastopom klubih, v katerih igrajo. Mislim, vse vemo, v tisti reprezentanci je Rudonja igral ogromno pomembno vlogo, pa mislim, da je en gol dal za reprezentanco. Ja, to je pa res, se mu je vrnilo vse za nazaj, za vas trud, ampak to, mogoče 11 točenca, ne, izprej Ačimoviča, Iličića, ti tudi pravilno je, da taki igralci ne igrajo v obrambi. Recimo Rudonja, on je z reprezentanco v napadu zgledal, pač što se smo delali okoli njega, še danes se zabavamo iz tega, en gol je dal. Samo daj ti Mesija, da to preteče,
pač ti rabaš v zaključku mehke noge, spočit moraš biti, zato da lahko ti kreiraš igro, da lahko ti zabijaš gol. Tudi Messi pa Cristiano, če bi to, ki se v defenzivi trošila, potem v napadu ni tistega procenta več ali pa 10% več, da ti lahko mirno zaključiš samozavestno akcijo, kot pa če priješ več izmučen, ker si pretekel že 10 km. Ne. In kar mi je pa spet paradoks, ne, mi gledamo, zelo ne se še zdaj zavrkavamo, Andraž Kirm, najbolj kritiziran igralec v zgodovini slovenske reprezentance, je pa točno to, kar mi zdaj hočemo. Borc, teko je vedno, 1% mu ni bilo za svoj učink, samo za ekipo je delo, še v mojem intervjuju, enkrat sem ga imel še 2 leti nazaj za Seoul, sva se o tem pogovarjala, kako se folk norčeval iz njega, kako ga je folk kritiziral, pa je pač rekel, da mu je to po eni strani paradoks, da vedno poudarjamo to slovensko pridnost, to slovensko ponižnost, on je bil vse to, pa je na koncu izpadel najbolj kritiziran igralec, pa pač norčevanje iz njega, ne znaš štopaš kot Kirm, pa je bil vse to, kar mi zdaj hočemo od naših fantov. Ne? In jaz ne bi rekel, jaz poznam, vem, že dolgo spremljam, marsikoga tudi mogoče malo bolj iznoter poznam, ko slišamo ljudi, kako se obnaša na treningih, to jaz en fant ne bi rekel, da je sporen. In če vi mislite, da ne vem, Adam Gnezda Čerin pride na polje odigrati 3. tekmo z reprezentanco, Jon Goren Stanković, pa da on ni motiviran, ja ne vem, potem pa bi bil zelo presenečen. Samo, ko se pa to zgodi, da oni letijo po igrišču, da je taktika totalno napačno postavljena, da ne zaupaš selektorju, da ne zaupaš tudi svoj igralcu, ker se nikoli nisi igral z njim, potem pa res navzven izpade, da se ne borijo, da ne grizejo. Glede Josipa pa, kot sem rekel že prej, Josip niti hvala Bogu, da ni tak igralec, da se bo metal po tleh. Ne, on dela tiskrat, mora delati, ne ima potvoro, ne mu en krije hrbet. In to je to. Vse Novaković tudi ni šprintu, pa vsako drugo podajo, ker ni dobotočne dvigoval roko, ampak je prišla pa tekma, ker je bilo treba zabiti gol, ga je pa on zabil, ostali pa ne. Hvala Bogu. In dokaj je tako, mili moje, prosta pot, used se, dokaj ima uni žogo zaradi mene. Sam da boš stal pa dal gol, ko boš napadel. Mi smo pa itak mediji, pa zelo hiter, itak Keku jejo, bom rekel, no jaz ne. Zelo malo kritikov ima Kek, ker je res odličen retorik, ker tudi, ko ga ti kaj vprašaš, recimo na novinarski konferenci sem ga jaz prvo vprašal, kako komentira, da po 3 letih smo tle, kjer smo, da iz tekme v tekmo se menjajo po 3-4 igralci na končne postavitev in on pove tisto en stavek, potem pa začne že obrne drugo smer. Ti potem tudi nimaš več časa, ker te ne vem, že drug novinar ker si ga ti vprašal za mikrofon, ne, tudi ta pandemija, mogoče zdaj malo zatavo, ampak tudi ta pandemija je prišla prav v tej reprezentanci, da so se totalno zaprli, ne, ti si včasih imel, si prišel na zbor, ko so se oni zbrali, oni so prihajali iz svojih avtov, ti si vsakega lahko za čopatu, zdaj, če ti ni hotel dati izjave, ti ni dal, zdaj imaš pa ti tisti medijski termin, ko igralec pride, obkroži ga 10 novinarjev, časa imaš 5 minut, po tekmi, novinarska konferenca, selektor, en igralec ali mogoče maksimalno 2 in spet je to, tudi igralec se ne odpre, tako kot če sem ga jaz potem v mix coni 1-1 dubu, ne, tam nekje mogoče na koncu mix cone, pa sem ga vprašal sam, ker pa če je tam upeljenih 10 kamer od njega, pa 30 novinarjev stoji pred njim oziroma sedi, je tudi to čisto drugačna komunikacija. Itd. Hočem povedati, da je ta pandemija zdaj še malo bolj prešla, oziroma pa je to izkoristila in predvidevam, ko bo tega vsega konc, bo kratko ostalo kot je. Ti tudi včasih si dobil telefonsko od Cesarja, pa si ga poklical, pa je zdaj pa vedno, moram prek kluba. Razen, če seveda nisi toliko nakonektan, pa če tudi on toliko veliko imel v svojem klubu, da lahko gre tudi mimo tega. Ali pa pač, če ti insiderske ali pa off the record zadeve pove. Samostalo je pa vse prek kluba, prek PR-ja, ti nimaš več tega kontakta, kot si ga imel nekoč. Zdaj sem orang zatavil, za Keka. Tudi to je zelo zanimiva tema in tema, ki bi mogoče celo svoj podcast zahtevala z Blažem, sva govorila tudi s Tilnom Jamnikom, ki je na olimpijskih igrah pokrival košarkarsko reprezentanco, o težavah pokrivanja novinarskega dela v teh COVID okoliščinah, v teh časih je res to še toliko bolj oteženo, že tako ni delo športnega novinarja, ki si res prizadeva za to, da dobi dobre informacije, ni lahko, zdaj pa še toliko težje. Ampak
govorili smo o Iličiću, ki se poslavlja, omenil je Blaž Šeška. Bi te vprašal samo še za domet tega talenta, ene redke svetle točke, recimo zadnjega kvalifikacijskega kroga oziroma slovenskega nogometa, vsaj ko govorimo o reprezentanci, navdušuje v klubu v Salzburgu. Tvoj vtis po tem, kar je sedaj pokazal v reprezentanci in tvoje razmišljanje o njegovem dometu. Nekateri ga že kujejo v zvezde zelo visoko. Je res tako dober in tak potencial? Meni že to dosti poje, recimo Salzburg, politiko Salzburga že nekaj časa mogoče spremljam, prek tudi mogoče hrvaških medijev, ki so tam imeli kakšnega igralca, ampak oni kupujejo res te najbolj talentirane igralce, ampak te najbolj talentirane igralce oni potem pošiljajo na posoje in potem redko kdo od njih izplava, oziroma samo en ali pa dva dobita priložnost potem še v članski ekipi, in če on pri 18 dobil tako priložnost, kot jo ima, da je on član prve postave, je to dovolj. Lahko kar zaključimo debato. Ja, fant je fenomenalen talent, ker slišim od ljudi, ki so blizu njemu, zdaj dobro, ko je nekdo vzponil, pa to se itak vse sam najlepši govori, sam da je zelo, zelo marljiv fant, zelo priden, z dvema nogama na trdih realnih tleh, zelo deloven, tako da jaz sem velik optimist in ja, tudi res, kot ste rekel, edini poleg Jana, pa mogoče še koga, ki si res zasluži, nima nobenega maneža iz te akcije. To ta njegov, dejansko edina šansa, ki je bila na Poljudu in si jo je sam v bistvu naredil, ko mu je dal Gnezda Čerin, pa proti napadu tisto globinsko podajo. To, kako je on prišel do strela med Lovrenom, pa mislim, da je bil Vida in tu v strelu z občutkom prefinjeno, sicer je falil za kakšen meter, ampak to je poteza, ker ti pove veliko v igralcu. In ja, jaz mislim, da v 2 letih se namo več o njemu pogovarjali kot igralcu Salzburga, ampak kakšnega večjega kluba. Spet pa, če se vrnem na preteklost Red Bull Salzburga, pa vemo kakšni igralci, Leipziga, in potem vemo, kako gre naprej. Vemo, kakšni igralci so v zadnjih 10 letih in predvsem mogoče napadalci, Haaland, Mané iz Liverpoola, pa še kdo bi se najdel. Ja, jaz mislim, da bi on znal biti, če ne bo kakšnih poškodb. Ker tam je tudi zelo plansko delano, to ni Olimpija, to ni FC Koper, da eno sezono je nekaj, drugo sezono je zelo vizija in plansko delo in ja, očitno je on njihov naslednji ta prodajni in eksponat in pa zvezdnik. Me pa prav zanima, zdaj, kako se bo pa še na tej najvišji ravni, se pravi v Ligi prvakov obnesel. Ampak zaenkrat gre po pravi poti in je v velikem vzponu. Pa seveda, fant je bil konec maja, ne vem, v rojsten dan, star 18 let. Vemo pa kaj, saj v slovenskem nogometu in tudi v športu, govorimo mlad, obetavam pa star 21-22 let. Če izvzamemo Luko Dončića, ki je pa pri 22 že pač osvojil vse, kar se da osvojiti in naredil skoraj vse, kar se da narediti. Pa še to sem mogoče pozabil, njegova glava. Prideti na Poljud, pa v tem razporu, ker se je dogajalo, pač razpad sistema, vse nekaj pokazati, ti tudi dosti pove, da ne padeš, da ne daš glave dol. Tako da jaz sem velik optimist in z nestrpnostjo čakam, kako se bo razvil njegov talent. Predvsem pa upam, da bo reprezentanci podprt z nekim sistemom, podprt s soigralci, podprt strani selektorja in da bomo imeli kaj od njega, da ne bo šlo tako, kot smo nažalost ugotovili z Josipom Iličićem. Sicer on je precej starejši bil, ko se je nekako postal pomemben člen te reprezentance. Ja, hvala Bogu, da ga je Kek postavil prvo postavo, hvala Bogu, da ga tam tudi drži in upam, da ne bo po 2-3 slabih tekmah se usedel. Mislim, da je tudi selektor mora dati in največ trdi, če verjame v igralca in mu da podporo. Pa tudi če 2-3 tekme odigra slabo. Mislim pa, da jih to napačno počne selektor Matjaž Kek, da s tem zgubljajo igralci na samozavesti. Treba je kriti hrbet, koliko ga krije recimo Oblaku, ne ga še ostalim, pa mislim, da bomo lahko šli naprej. Če bomo šli v tej zasedbi, pa mislim, da bomo šli. Ja, v vseh spremembah mislim, da noben navijač ni zameril Keku, da je v prvo postavo, prvo enajsterico uvrstil nadarjenega Šeška. Ne, mislim, da ni. Je pa ravno to, kar sem omenil, da se Kek tudi predvsej orientira tudi po navijačih in utri po navijačev. Vemo pa, da je bil zdaj Šeško, je zdaj trending, kot bi se rekel na Twitterju, in vemo, da v Stožicah so mu sklikali
Bi pa celo se mogoče bal, da gre to marskomu v nos reprezentanci, ne? Da prideš praktično drugi zbor oziroma prvi resen, pa si jih v bistvu zasenčil. Tako da upam, da ne bo to. Če želijo zmagati, če želijo vzpostaviti neko zmagovalno mentaliteto, potem je treba talentu dati priložnost, da zasveti. Tako kot so v košarkarski reprezentanci fantje veterani sprejeli Dončića in se podredili povsem njemu in tako je seveda uspeh na dlani. Šeško še veliko manjka do Dončića. Ja, ne želim zdaj direktne paralele tukaj povleči. Če bo on delal to, kar dela Dončić, ali pa od tega, mislim, da ne bo nobenih paralel. Govorim zdaj, ko je šele čisto na začetku. Ampak se verjamem, da so veseli, da so dobili in je seveda dobro to za celo reprezentanco. Tako da velik talent in z velikim veseljem pričakujem, kako prenesla prihodnost glede njega. No, zdaj mislim, da smo kar tole reprezentanca kar obsežno že obdelali. Bi ti mogoče še kaj dodal ali te sme malo usmeriti bolj na slovensko klubsko sceno? Ne, dodal bi, recimo, vse to smo se že zadnjič pogovarjali, mislim, da če smo se navijači, organizirani navijači, če bi bili mi v Stožicah, pa bi bilo to vzdušje, kot je bilo leta kvalifikacije za svetovno 20, pa v tistih prvem Katančevem obdobju, ni šans. Tudi kot ti ne gre, bi oni dali vse od sebe, grizali travo in mislim, da je to mogoče celo glaven problem te reprezentance, da nima te prave navijaške podpore. Pustimo to, da Kek spet govori. Tudi recimo v Splitu je bilo zelo slabo. Najboljše vzdušje v Splitu je bilo ob polčasu, ko se je zavrtela cesarica Olivera Dragojevića. Ravno teren smo se začeli pogovarjati, en posnetek mi prišel pred oči in slabo vzdušje je bilo, ker ni organiziranih navijačev, ni Torcide. Na tekmah slovenske reprezentance, pa proti Malti je bilo celo blizu 5000 gledalcev, ampak noben pa ne pove, predvsem iz NZS-ja pa ne daje informacije, da je bilo tega 2000 otrok povabljenih, to zdaj govorim na pamet številko in seveda z njimi še njihovi starši pridejo, da poslušamo napeve v dolini Tihi na tekmah slovenske reprezentance, da ko se začne Slovenija, to navijanje, ki se raznese čez cel stadion, to traja 5 sekund, ne. Vemo pa že na tekmah klubskih, gremo v Maribor na vsako evropsko tekmo, to je navijanje od prvega do zadnjega trenutka tekme in to je totalna druga zgodba. Ko ti dobiš gol, glavo dol in se ti cel stadion začne dreti, ni predaje, ampak to res dret iz žilnih petar, ko se reče. In to je tisto, kar nam manjka. To je tisto, se meni je Čimović govoril, on v nam Bežigradu, on na koncu ni mogel živeti med tekmo, pa sploh ni čutil, da je utrujen, zaradi tega, ker te je to ponesel. Ta adrenalin v krvi, ko veš, da to niso ljudje, ki ploskajo, to so ljudje, ki se berejo od mladih do starih, od črnih do belih, od visokih do nizkih in res živijo s to ekipo, ki je na igrišču in to je glavno, kar nam manjka nam pa zato, ker pač gre in nogomet in NZS je to posvojil, oni bi imeli pač te NBA navijače, ki ploskajo, ki kakšen dres kupijo, ki jejo kokice, ki mogoče celo kakšno pivo spijejo, če je to omogočeno, ni pa to tole, ni to ta ultra scena, ki prinaša marsikaj negativnega, samo v pravem dialogu, pa ni tle samo krivda NZS, ampak tudi krivda seveda teh navijačev, pa mogoče tudi preteklosti, pa kaj se jim je vse dovoljevalo, pa kakšne privilegije so uživali, ampak bi se pa treba bilo delati na temu dialogu. Mene je predvsem mod, da na čelu z Matjažem Kekom je to vedno, to nam manjka, jaz pa vred, da zaradi ta NZS tudi, ni bi to navijaško vzdušje, vsi bi imeli to, nič se pa ne naredi v tej smeri. Tudi ne vem, ko sem imel intervju z Novakovićem, da ko je prehajal v to vlogo zdajšnjo v reprezentanco, je tudi rekel, da bo vse naredil tudi on, da bi te navijače vrnili, pa mislim, da so to samo besede v ozadju, pa vem, da se ne dogaja nič v tej smeri. In v bistvu sem se mislil že takrat junija, sem rekel, da sem malo pozabaval, tudi malo sem se potipal pri teh navijaških skupinah, pa sem rekel, se slišimo oziroma dobimo avgusta, pa da mogoče eno temo na to naredim, sam potem vsem temu delu, za nami je nenormalno pestro športno poletje, mi ni uspelo. Ampak imam pa to v načrtu narediti v bližnji prihodnosti, pa malo to razčistiti, kaj se zdaj kaj dogaja v tej smeri, ali se ne, ali vi hočete navijače, ali jih nočete, ali se vi hočete vrniti, imate radi reprezentanco.
pa da se ne vem. Jaz upam, da se bo to popravilo, ali pa ne se pove, mi hočemo navijače, ki bodo sedeli pa ploskali, dobro, pa se nalije čistega vina, pa gre tako naprej. No, v glavnem, spet dolgo vezam, ampak mislim, da je to največji problem in da je tukaj največja rezerva, kje bi se dal. In tako, kot sem rekel, potem bi pa to igralci res dajali vse od sebe, ker bi jih ponesli, potem bi bili mogoče rezultati, potem tudi Kek ne bi menil in potem bi to bila spet lepa pravljica in bi lahko Kek blestev na novinarskih konferencah, pa bi mu mi celo ploskali ob tem. No, mogoče še en detajl, ne vem, sem tudi v enem članku napisal, ampak kako pa Hrvati dojemajo Matjaža Keka, to je pa neverjetno. No? Mislim si v bistvu tudi kot Slovenc kar ponosen. Pa tudi, če mogoče trenutno nimam najboljšega mnenja o njemu oziroma njegovem delu v reprezentanci, ampak to je bilo pa na koncu celo ploskanje strani novinarjev, ki res, ne vem, zelo redko sem doživel brez tistih največjih uspehih, ampak v vsakem primeru v domačem okolju, prej smo pa doživeli, da mu ustanejo novinarji, pa mu ploskajo po koncu navadne novinarske konference v tujini, Hrvati. Vsakega Spličana pa ni bil na Splitu, je bil na Reki, ki si ga vprašal, kot da bi ga sprašal o, ne vem, Zinedinu Zidanu, poklon do poda, Matjaž Kek, sanjajo, da bi vi hteli, da je on trener nekad Hajduka, nadam se, to je bilo res sami hvalospevi, ene slabe stvari in pa že tudi pri postavljanju vprašanj novinarjev vidiš, da je to tako spoštovanje, taka reklama za slovenski nogomet, da je z tega vidika pa poklon do dna Matjažu Keku in res to, kar je on naredil v hrvaškem nogometu. In tudi pred tekmo ni bilo Iličić, oziroma sem pa kaj, pa Ovlak, bilo je predvsem, kaj nam pripravlja Matjaž Kek, najbolj so se njega bali. Glavni zvezdnik, ja. Tako, ja, na Hrvaškem je na Reki predvsem je pustil res globok pečat v hrvaškem nogometu, klubskem, ampak ja, je že spet si načel dosti zanimivih tem, katerih bi se lahko vrtel, ampak res je, brez kulta reprezentance, navijačev, 12. igralca, brez vsega tega, te harmonije, sozvočja navijačev in igralcev in celotne mašinerije, ki potem skupaj diha in deluje, res brez tega potem tudi ni tiste euforije, ki smo jo nekoč lahko gledali na tisti Plečnikovi podrti za Bežigradom, iz katere se je slišalo po celi Sloveniji. Ja, in to so te iskrice, ki sem jih prej omenil, oziroma te mehne kockice, ki se potem ali vse sestava, ali pa vse sesuje. Ne? Ja, vse je potem tudi, ne vem, najbolj tehnično nesposoben igralec Zinedin Zidan, pretiravam seveda zdaj, in pa v tem primeru našem trenutno vam mogoče tudi najbolj tehnično podkovan izpade kot en pionirček, ne, lahko. Je zanimivo tudi, ko si omenjal navijače in to NBA, ameriško vzdušje. Recimo, zanimivo, da ameriški navijači, vsaj na družbenih omrežjih, recimo na Twitterju, NBA navijači, pa pogosto govorijo ravno o tem, kako bi radi videli bolj evropsko vzdušje iz evropskih vročih dvoran, grških, španskih, navijaško vzdušje na NBA tekmah. Tudi tistim pravim košarkarskim fenom v ZDA, recimo, ni všeč to gledališko vzdušje, če temu tako Hvala Bogu. In tudi oni to pogrešajo in to konec koncev tudi rabimo. To je res, kar si povedal. Ja. Jaz zdaj, ko sem bil v Splitu, se nisem bil prvič, zdaj sem bil tako v tem nogometnem kontekstu. Mislim, to, kar začutaš, to ljubezen do kluba, to fanatičnost, mislim, to da nekaj več. Tudi zato mi imamo res v Sloveniji veliko navijačev, ki mu ne znaš razložiti, navijačev Hajduka, res fanatičnih navijačev Hajduka, ki nima nobene zveze s Hrvaško, nobene zveze s Splitom, ampak si predstavljam, bil je tam na dopustu, starši kot, ne vem, 10-leten otrok, očeta je mogoče malo zanimal nogomet in ga je peljal na tekmo in kaj je on to začutil, to ljubezen do kluba, to navijanje, ta fanatizem se zelo hitro zaljubil v to in to še zdaj goji in potem je to še z generacijo v generacijo. Tako da jaz mislim, da je to bistvo športa in hvala Bogu, da tudi Američani sanjajo o tem. Ker meni ta navijaška scena, jaz sem sicer bil nekaj časa tudi navijač Slovana, Red Tigers, sicer čisto mehna skupinica, ampak vseeno to se mi zdi, da ta ultra scena daje tisto draž, čeprav prinaša marsikaj negativnega,
ampak v enem pravem dialogu, to je to, no, mislim, to tudi potem ustal del občinstva potegne, tudi oni znajo navijati, vodijo navijanje celega štadiona in to je to, ko ti gledaš, ne vem, Boca Juniors, ko ti ne vem, mene enkrat razlagal, ko je bil na bombonieri, človek, ki pojma nima v fuzbalu, ki ga sploh ni zanimal, ampak ker je pač bil tam v Argentini, v Buenos Airesu in je to velik dogodek in ga je en friend pelil in on je to izkušnjo, ne vem, mi je rekel, da je to ena boljših, oziroma če ne celo najboljša izkušnja, ki je kadarkoli doživel. In v kjeremkoli gledališču, v kjeremkoli koncertu, da to ni to, ko ti to začutiš, to ljubezen do nogometa, ta fanatizem. Jaz mislim, da je to bistvo, no. Zdaj smo spet danes očitno, ker preskakujem, malo zašli, ampak ja, to jaz najbolj pogrešam, to je v bistvu največji minus, ki ga se mi zdi zelo premalo se govori o njemu, no. Tudi v medijih in to noben ne omenja, no. Oziroma redko kdo, no. Pa mislim, da s tem bi se mogli najbolj pozabavati in mogoče to tisti temelj, na katerem bi bilo treba novo zgodbo graditi. Ja, se ne bi mogel bolj strinjati s tabo, ker to je tisto, kar nam manjka. Tako kot si omenil, pač slovenski navijači, mi smo pripravljeni navijati, deremo se lahko celo tekmo, ampak na takih stvareh, kot so nogometne tekme, kjer je res veliko ljudi, pač potrebuješ nekega liderja, ki to spodbuja in to so pač ponavadi organizirani navijači in tisti so, ki potem to vse skupaj vodijo in spet smo prišli do tega, da so problemi slovenske reprezentance večplastni, nekaj smo jih danes predelali, nekaj bi jih še mogoče celo morali, ampak da ne bomo res predolgi, pa ko si lih omenjal te klubske scene v tujini, se mogoče lahko zdaj res malo pogledamo še slovensko klubsko sceno, predvsem odličen uspeh Mure, ki je uspel preboj v evropsko tekmovanje, v to 3. ligo. Koliko zelo si bil presenečen nad tem uspehom Mure? Pa niti ne, se oni dejansko tega enega tekmeca, ki so mogli mogoče iti malo čez sebe, so prehiteli. Je zdaj ta sistem, da če si prvak države svoje, pač prek te kvalifikacije za Ligo prvakov, ima zelo lahko, ne bom rekel zelo lahko, s tem žalam ta njihov dosežek, ki je vseeno velik, sploh za klub kot je Mura, ampak ja, nisem presenečen, jaz sem v bistvu to bilo moje pričakovanje, da bo mogoče malo nad tem, kar je realno, ampak ne, ni to nek šok v smislu uvrstitve Maribora v Ligo prvakov, predvsem recimo tista leta 99, ne, če ti pogledaš, koga si ti mogel takrat res premagati, ne, ni to bilo Maccabi Haifa, ampak je bil PSV Eindhoven, je bil Lyon z Sonjom Andersonom, ki je prišel v klub za, ne vem, 20 milijonov, zdaj z glave govorim, prav zelo različna številka ni bila, takrat si pa res mogel izločiti nekega velikana v primerjavi s sabo, ne. Tako da ne, nisem presenečen nad Muro, nisem tudi presenečen nad tem, da jim v prvenstvu ne gre, ker je to vse, ne, se tudi Maribor prvič, ker se je v Ligo Evropa vrstil, je imel velike težave najprej v slovenskem prvenstvu. No. Definitivno pa velik poklon pred Murcem za to, kar so naredili, velik poklon Anteju Šimunži, ki je spet dokazal, da je odličen trener in se mogoče malkrat omenja zdaj v zadnjih letih Anteja Šimunžo, da je mogoče kar malo spregledan. Pa govorimo o človeku, ki ima za sabo tudi zelo lepo nogometno pot za slovenske razmere, bil je lani prvak z Muro, ker je definitivno več kot so realne zmožnosti. Zdaj v Evropi naredil rezultat, bil je pokalni prvak, vemo, da je Mura 4 leta nazaj v 3. ligi igrala, mislim, to je še na Championship Manager težko to narediti, ne? Kaj šele v resničnem nogometu. Tako da edino, ker me pa žalosti, da bojo pa mogli igrati na žalost v Ljudskem vrtu, ker pa bi si res tudi mogoče še največji plus te zgodbe so pa te navijači, ta ljubezen do kluba, kot sem jo prej pri Splitu omenil, ki je sicer na nižjih obratih, ker je pač tudi veliko manjša regija in mesto, ampak zelo mi je žal, da ni v tisti fazaneriji, da ne bojo gostovali te za slovenski nogomet definitivno zelo ugledni evropski gosti. Vemo, da pridajo za evropske razmere kar renomirani nasprotniki in tudi Tottenham. Tako da me zanima, kak se ti zdi, da je njihov domet tukaj. Mislim, točka ali bodo brez točke zaključili to popotovanje? Jaz mislim, da bodo brez izgubljene točke napredovali.
Seveda se hecam. Ne, jaz mislim, da bo zelo... Sem mislil, to pa je hot take. Ja, mislim, se igrajo proti Tottenhamu, ne, pač vemo, kako je s Tottenhamom, ne, tako da... Zdaj, ko se spomnim, ker je proti Mariboru igral Tottenham, ne, moramo razumeti, da kle bojo šanso dobivali že takrat v Ligi Evropa, so šanso dobivali zaradi neki mladi fantje, ki so, ne vem, debije dočakali v Ljudskem vrtu. Ne bojo to seveda nek zalogaj Tottenhamu oziroma neka tekma, na katero bo prav veliko razmišljali. Ne, to bo po mojem bolj tisto nujno zlo. Že v Ligi Evropa je bilo, zdaj v konferenčni ligi si predstavljam, da bo še slabš. Ampak ne, že ime Tottenham, že tudi njihovi mladinci ali pa pač te neki igralci, ki niso glavne figure ali pa kakšni, ne vem, povratniki po poškodbah, je to vse taka kakovost, da se mora preverjati. Predvsem pa te izkušnje. Jaz mislim, da se bo njim kar precej zaradi teh imen tresle noge, recimo konkretno Tottenham. Tako da ne, nažalost nisem optimist. Ne bojo pa, po mojem, brez točk pa ne bojo šli naprej. Bo pa to predvsem izkušnja, se tudi Maribor prvo sezono je pač iz sezone v sezono rastel tudi v evropskih pokalih. Jaz mislim, da bojo zadnji v skupini, želim si, da ne bojo, ampak ne napovedujem jim veliko bero točk. Se pravi, Harryja Kanea ne bomo videli potem v Sloveniji. Prava šalka je nažalost. Jaz mislim, da ne. No. Se tudi takrat, recimo s Tottenhamom je bil Gareth Bale, pa ga tudi Slovenija ni videla, no. Razen na plakatih mogoče. Tako da ne, Harry Kane mislim, da bo kar v Londonu ostal. Po drugi strani pa veš, če bojo pri Tottenhamu igrali razni Oduve in podobno, pač mogoče pa Mura celo preseneti. Ja, ampak ne, mislim, da že zaradi tega imena, pa tako vse ne je to visok nivo, ne napovedujem jim veliko, se pa iskreno upam, da se motim. Pa mogoče zdaj, če razen Blaž nima še kaj v Muri in njihovem evropskem popotovanju, ki jih čaka, lahko še malce samo na trenutno stanje v slovenski ligi, v prvi ligi obrnemo. Te slučajno, ki na lestvici preseneča, odigranih je že bilo 7 krogov, no, vodilni Koper je odigral 6 tekem do zdaj, ampak ima 3 točke prednosti pred Bravom na drugem mestu, 3. mesto trenutno zaseda Olimpija, enako število točk kot Maribor, na 5. mestu potem Mura, za katero si že povedal, da te ne presenečajo slabše predstave, kar je res za te manjše klube dosti večji napor igrati Evropo in domačo prvenstvo, potem 6. Tabor, 7. Celje, potem Domžale, Radomlje na 9. in Aluminij na 10. mestu, trenutna lestvica. Ja, slovenska liga preseneča me predvsem Celje, po tem res za slovenske razmere poletnem nakupovanjem sem pričakoval Celje in tudi glede na to Agron Šalja je lani kar pokazal potencial. Tudi tako zdrava zgodba se mi zdi, čeprav je malo skrivnostno to zadnji s tem tujimi vlagatelji, ampak ne, Celje sem pričakoval, da bo veliko višji, je pa sezona še mlada in seveda lahko se zelo hitro spremeni. Koper nisem pričakoval seveda na 1. mestu s tem, da ima še tekmo manj, ostalo me pa niti ne preseneča, to, da ima Maribor težave, to, da so turbulence v Olimpiji, to, da Domžale so tudi precej nizko, mogoče še tudi manjše presenečenje, ostalo je pa vse, Aluminij, Tabor, bolj pri koncu lestvice, mene ne preseneča. No. Tako da kar pričakovano minus to Celje in pa mogoče do neke mere Domžale, pa seveda to, da bo Koper na vrhu, tega nisem pričakoval. Sem ga pričakoval pri vrhu. No. Je pa to zdaj 6 tekem oziroma 7 tekem je za nami in bo še dolga sezona. Ne se vemo, lani je bil Koper celo po 11. krogu ali 10. vodilni, na koncu je pa par minut manjkal, pa bi spadal iz lige. Ne. Jaz se vedno spomnim, ko smo mi takrat snemali podcast tistih par krogov pred koncem, ko smo se pogovarjali, kdo bo prva, ko sem jaz edini rekel, da bo Mura. No, vidiš. Tako da mi lahko zdaj malo napoveš, no, vam kakšen evro vložil. Ja, jaz predlagam še enkrat na Muro pa. Ne, ko se dobimo na pijači, to pomeni, da Blaž časti. Zmenjeno. No, še to, Muro sem pozabil omeniti, ki je kot prvak trenutno šele pri 8 točkah, s tem, da je zdaj v bistvu v tej zaostali tekmi prešla, prekinjeni tekmi prešla do novih točk. To me tudi ne preseneča, no, glede to, da Mura ni vajena igrati res evropske sezone, se pravi to, govorimo o pravi evropski sezoni, ne o 2 tekmah ali pa celo lani v temu COVID-u po 1 tekmo, ampak se pravi, oni so odigrali že 8 tekem evropskih, pa še 6 čaka, ne, to je ta prava evropska sezona in Mura
moramo imela še vrnih težav zdaj. No. Tako da bo kar mogla se potruditi, da na koncu prek lige pride do Evrope v naslednji sezoni, mogoče celo prek pokala. Ne. Ja, in zagotovo bomo, tako kot si rekel, prvenstvo bo še dolgo, tako da bomo se zagotovo še slišimo in bomo še kakšno rekli, potem, ko bo več znano. Najlepša hvala, Rok, da si zopet lahko vzel čas za pogovor z nama. Vedno čas zelo hitro mine, tako da se že veselim naslednje debate in upam, da se čim prej zopet slišimo. Ja, hvala vama za vabilo. Pozdrav vsem poslušalcem. Res je zelo hitro minilo, sploh koliko je že 1 uro, pa se mi zdi, da smo se lihkrat začeli. Se pravičujem, da me kdaj danes, ker sem se razgovoril, pa me odnesel, mogoče še nismo obdelali vsega. Zato so podcasti, to je čar podcastov. Mogoče nismo vsega obdelali, ker ste hoteli, se pa z veseljem odzovem povabilu, ko se bomo lahko mogoče pogovarjali še o teh zadevah, ki smo jih danes spustili. Drugič sem zdaj bil gost in z veseljem bom še 3., 4., pa tudi še pol naprej, če bo treba. Še enkrat pohvale za dobro delo in pa seveda upam, da se bomo naslednjič, ko se pogovarjamo, spet v reprezentanci pogovarjali, ampak predvsem o tem, kje bo Slovenija zbirala svoj kamp za nastop na velikem tekmovanju, se pravi pripravljalni kamp. Sicer to ne bo naslednjič, ker se slišimo, bomo prej še večkrat slišali, mislim, ampak upam, da bomo lahko tudi kakšen napovednik za kakšno veliko tekmovanje skupaj posneli. To bi bilo tako, kot smo za olimpijske igre in je bil užitek debatirati o košarkarski reprezentanci na olimpijskih igrah, je vedno največji čar, vedno ko basket ali pa saj zame, basket ali pa fuzbal na velikem tekmovanju reprezentanca. V nobeno zadevo ne padem to, kakor padem v tole. Ja, jaz upam, da se bomo še kaj prej slišali, da me boste še kdaj povabila, še prej se to zgodi, da se mi uvrstimo na veliko tekmovanje, ker te kaže, da je še nekaj časa do takrat. Želim pa si, da se bomo nekoč lahko tudi o temu v kontekstu reprezentance pogovarjali in da bomo to še dočakali, prej bomo starčki. Jaz verjamem, da bomo. No. Ja, upajmo. To bi bilo fantastično. Ja. Vsi že težko čakamo, vsi smo v bistvu mislili, da bomo prej, kot dejansko bomo zopet videli slovensko reprezentanco na enem velikem tekmovanju, ampak ja. Tudi jaz, ki malo spremljam kolege, ki ali spremljajo košarko, ali kolesarstvo, ali smučarske skoke, sem malo včasih zavisten, da tudi jaz ne doživim po več kot 10 letih zdaj še eno tako res tisto vse nacionalno športno euforijo se pravi od znotraj kot novinar, kot človek, ki je tam zraven. Tako da sem ker malo včasih ljubosumen in upam, da mi končno enkrat treba biti več, pa da tudi jaz to kot novinar po dolgem času doživel, po letu 2010 nazadnje. To ti v bistvu vsi navijači prvošijo, ker to pomeni, da bo slovenska reprezentanca seveda igrala na velikem tekmovanju in to vsi upamo. Tako da najlepša hvala še enkrat, Rok, in se slišmo. Upam, da kmalu zopet živijo. Hvala, lep pozdrav, čau. Dio.